prve proba tudi. Umetnostni reviji. Naše dekleta se že počasi ogrevajo. Danes bomo namreč na drsalkah videli male kotalkarice, članice kotalkarskega kluba Pirueta Domžale, ki v letošnjem letu praznuje 25-letnico delovanja. Naj vam zaupamo, da je za mlada dekleta to danes večina od njih prvi nastop na drsalkah. V minulih slabih dveh tednih pa so imeli le 4 treninge, zato je njihov današnji nastop pripravljen res samo za nas. Najprej pa z mano lepo pozdravljam Nino Drijel-Dajzinger, ki nam bo povedala nekaj več o kotalkarskem klubu Pirueta, kasneje pa tudi o nastopu. Lep pozdrav sem skupaj tudi v imenu kotalkarskega kluba Pirueta. V našem klubu se zaenkrat ukvarjamo z umetnostnim kotalkanjem, tudi šov kotalkanjem in hitrostnim rolanjem. Ker pa smo se odločili, da se vam predstavimo tudi v drsanju, smo danes naše nastope kotalkarske malo prilagodili. Torej, ti nastopi so pripravljeni prav posebej za vas, vsebojo predvsem osnovne elemente, kajti te deklice znajo na kotalkah izvajati že kar malo težje elemente, kot jih bojo pokazali danes. Sicer pa treniramo vsakodnevno v šotoru tukaj zraven. Treningi potekajo vsak dan, vsak popoldan, med 7 in 8 nas najdete tukaj. Če bi kdo želel poizkusiti, dobrodošel, sposojamo kotalke, obvezna oprema so čelada in pa ščitniki, dobrodošli pa vsi otroci od 3 let naprej. Hvala, Nina. Na kotalkarskem klubu imate v bistvu številne uspehe, od državnih, evropskih, svetovnih uspehov. Mogoče nekaj več o tem? Ja, res je. Naše tekmovalke so kar pridne. Osvojile so tudi v lanskem letu kar nekaj naslovov državnih prvakinj. Tudi sicer so stalne članice reprezentance. V našem klubu pa imamo tudi dekle, ki dosega oziroma je že dobila medalje na evropskih in svetovnih prvenstvih. Upamo, da bo v prihodnosti čim več takšnih tekmovalk v našem klubu. V Domžalah imamo fantastično drsališče, lahko rečemo. A lahko pričakujemo, zdaj ta profesionalno drsanje v Domžalah ni nekaj razvito, lahko rečemo. Kaj pa v prihodnje? Imate kakšne želje, ambicije potem? Ja, zaenkrat, kot sem omenila, se ukvarjamo samo s kotalkanjem, ker pa imamo, kot praviš, res odlično drsališče v Domžalah, je naša velika želja in tudi prizadevali si bomo, da bi začeli z umetnostnim drsanjem redno trenirati tudi v Domžalah. V tem letu se nam je pridružila tudi trenerka umetnostnega drsanja, Manja Robič-Zima, tako da mislim, da nam bo tudi to uspelo v prihodnosti. Nina, hvala za sedaj, kasneje bomo še malce več povedali. Pred nami je 6 nastopov. 6 točk, 5 individualnih in pa 1 skupinska. Dekleta, ki bodo nastopile, so Maja Trojanšek, Evelin Breznik-Falk, v skupinski točki Vita Žajdela, Sara Kopitar, Tamara Golmajer, Ela Štromajer-Tavčar in pa še 3 individualne, Sara Trojanšek, Špela Mikelen in Mina Švajgar. Predlagam, da dekleta počasi povabimo, da se kar konkretno pripravijo na nastop, ki ga bomo začeli z Majo Trojanšek.
Fal. Pripravljeni na svoj nastop, bomo izkoristili trenutek ali dva, da vprašamo Majo nekaj več o njenem nastopu. Torej, Maja, otvorila si točko, vidim, da te zdaj komaj čakaj, da se oblečeš. Kako je bilo? Zelo sem se veselila sem se tega nastopa in sem komaj čakala, da bom nastopala. Super, zdaj se pa kar ogrej, pa potem vesela naprej. Na drsališču pa je že Evelin Breznik-Fal. skupinska točka, v ritmih Šakire bodo zaplesale oziroma zadrsale Vita Želina, Sara Kopitar, Tamara Golmajer in Eva Štromajer-Tavča. Je družila Evelin, ki bo povedala, kaj je lažje, drsati ali kotalkati. Kotalkati. Zakaj? Ne vem. Kaj pa ti? Si uživala na drsališču danes v nekoliko drugačni vlogi kot običajno? Ja. Super, Evelin se gre sedaj seveda ogreti. Na drsalni ploščadi pa so že Vita, Sara, Tamara in Ela.
Predstavlja se Sara Trojanšek. Posamezno. Kaj pa ti, Ela? Rada drsaš ali raje kotalkaš? Kotalkam. In pa Tamara, zelo pogumna si, da greš takole na drsalke, tako majhna, a je nevarno. Ne, ni. Se pravi, rade kotalkate in drsate. Ja. Super, punce, zdaj pa kar veselo spremljamo naslednjo točko. Na drsališču je že Sara Trojanšek. Naslednja točka je Špela Mikelon. Pa ti ni več. Ja, zdaj se dobro počutim, prej je bila pa zelo prisotna trima. Boš še stopila nastopati na drsalkah? Upam, da ja. Super, se pravi, Saro bomo na drsalkah še videli, na drsališču pa je že Špela Mikelon.
Gosti bo namenjen Špini Mikelan in pa vse tudi ostalim kotalkaricam iz Piruete, ki so se danes odlično odrezali v svojem prvem drsalnem nastopu. Pred nami je še en nastop. Nastopila bo Mina Švajgar. Mino se lahko spomnite iz otvoritve domžalskega drsališča v letošnji sezoni, v začetku decembra. Namreč Mina je profesionalka, lahko rečemo. Je umetnostna drsalkarica, torej bo pokazala lahko še nekaj več in predvsem, kaj bodo naše domžalske drsalke znale tudi čez nekaj mesecev, let, predvsem pa še več treningov. Torej Mina Švajgar. Kakšna je razlika torej med kotalkanjem in drsanjem? Poleg tega, da kotalkarica zagotovo manj zebe. Ja, tako pravijo punce, da jih precej manj zebe na kotalkah. Sicer pa so elementi, torej skoki, piruete, koraki so isti, sta to zelo sorodna športa, je pa tehnika drugačna. Tako da so kar težave pri tistem prehodu s kotalk na drsalke in obratno. Hvala Nina, hvala za vse danes in tudi mladim kotalkaricam piruete. Z mano je pa še Mina Švajgar, torej Mina. Očitno je drsanje tvoja ljubezen. Ja, ker je. Že od majhnega so na drsalkah.
Vse moje sestre, tako da krijejo z mano skozi. Kako pa premaguješ mraz? Ostale punce so v bistvu kar zmrzovale in so rekle, da zavidajo, kako lahko zdržiš v takem mrazu. Ne vem, nekako sem se navadila že vedno biti s tem, tako da mi ni več problem. Se pravi, čim več na drsalke in se boste ukrepili, tako da predlagam, da kar zasedete drsališče, vsi preostali in lep večer še naprej.